Živo, jaz sem Eva Erpič, organizatorica Tančice Intime, leto že 4. leto zapored. Letos pravzaprav sem soorganizatorica, saj sem si dobila pomoč še 2 čudovitih punc, ki letos tudi predavata, tako da jih boste lahko spoznali. V bistvu spoznali boste zdaj celotno ekipo Tančic Intime in jaz sem na to izredno ponosna, res zaradi tega, ker pred 4 leti, ko sem o tem dogodku začela razmišljati in govoriti o njemu skupaj s svojimi znanci, so bili vsi tako presenečeni in začudeni, da imam toliko poguma, da toliko verjamem v to, da je to mogoče, da si upam tvegati kljub temu, da to pomeni nek finančni vložek, še pred dogodkom seveda. Ampak jaz, ki imam sanje, delam za njih, ne vem, enostavno grem na to pot in dam vse od sebe in se potrudim za to, da uresničim svoj namen. Zdaj, kaj dosežem s tem pri ljudeh, jaz upam seveda na najboljše, ker delam to za vas. Če pa žal ni takega odziva, pa ne morem pomagati oziroma sem lahko naslednjo leto boljša in so mi tudi vsi dosedanji odzivi pomagali, da res vsako leto se mi zdi, da zgradim dogodek na še višjem nivoju. Oziroma letos smo zgradile 3 skupaj in jaz bom res vesela vsakega izmed vas, ki bo prišel na dogodek, ki si bo pogledal naš nastop, ki bo užival z nami v tem fenomenalnem večeru in res jaz mislim, da ni nobenemu žal. Zdaj, moja naloga je še, da vam predstavim temo oziroma svoje predavanje, in sicer letos bom govorila o tem, kako izboljšati vajino spolnost. In zdaj težko je, pogukati po vsako partnerstvo pa reči, okej, vidva imata tulele izziv, vidva imata tukaj izziv, vidva imata tukaj izziv, in se v to niti ne bom spuščala. Jaz vam bom spolnost predstavila na en drugačen način, na način, kakor bi si jaz želela, da bi bila spolnost predstavljena meni. In tle bi rada spodbudila tudi vse tiste, ki ste samski, Zdaj v zadnjem času sem začela pomagati pri Sanji, voditi skupino o spolnosti, na temo spolnosti, in smo na skupini ugotovili, da tisti, ki so samski, da jim je ta tema spolnosti majčkeno odveč. Ampak spolnost lahko živimo tudi, če smo samski. In spolnost je del naše človeške razsežnosti. Ali pa smo mi del te razsežnosti, Skratka, to je tako prepleteno in povezano, da je pomembno zintegrirati spolnost v naše vsakdanje življenje. In vas vabim, da pridete poslušati o 5 stopnjah spolnosti. Jaz vam iskreno povem, da sem poznala eno spolnost in to je to. Jaz nisem niti vedela, da obstaja več stopenj. Jaz nisem niti razmišljala, da je lahko spolnost kaj drugačna. Jaz nisem niti razmišljala o tem, da je lahko sooblikovana iz strani tolikih različnih dejavnikov. In enostavno je zame spolnost bilo res neka aktivnost, ki jo treba sicer narediti v dvoje, ki jo ne moreš glih nekaj sam. In tle se je moje znanje o spolnosti zaključilo. To vam kar mogoče malo preveč delim o sebi, ampak glih to me je motiviralo, da sem začela raziskovati, kaj vse je spolnost, kaj vse nam spolnost nudi, zakaj te vzhodne kulture govorijo o tem, da ne vem, je to lahko nekaj tantričnega in nekaj ne vem kakšnega, In sem se spraševala, okej, kaj pa velja za našo kulturo? Mi nismo zdaj neki vzhodnjaki, ne prehranjujemo se tako, kot njihova kultura, ne živimo tako, kot njihova kultura, zakaj bi spolnost, edina, ne vem, druga različica spolnosti, ki sem jo spoznala, je bila potem ta vzhodna, Eno je to, da je seks, samo neka aktivnost, in potem naslednjo je pa ta tantrična in tista, ne vem, neka razsvetljena, ki rečeš, ja, wow, mislim, kaj pa še vse vmes, mislim, kako pa naj pridem do ker, mislim, kaj to sploh je neko tantrično zdaj tam združevanje, meni je to bilo totalno abstraktno, jaz nisem vedela, kaj si sploh misliti.
kako si to sploh predstavljati. In sem zares hvaležna, da sem se lotila tega raziskovanja, da s klienti delam na področju spolnosti, da parom pomagam do boljše spolnosti in da vam bom lahko v bistvu na predavanju predala prav te konkretne izkušnje. Da vam bom lahko povedala, na kakšen način se oblikuje spolnost in da boste sami lahko našli tiste strategije ali pa tiste načine, ki vam bojo pomagali lahko vašo spolnost izoblikovati v eno boljšo izkušnjo. Evo, toliko od mene danes ne bom dolgo vezla, ker upam, da boste poslušali do konca. Skratka, tisti, ki pa si želite, da povem še kaj več, pa ki ste me pripravljeni poslušati malo dlje časa, pa prosim, pridite na dogodek. Res, ker vam ne bo žal, ker to je taka izkušnja, da ne vem, ta prvo leto so mi rekli, ko sem zorganizirala, so rekli, Iva, 3 ure predavanja, si ti prepričana, da bojo ljudje bili to sposobni, ne vem, koncentracije. Sem rekla, ja, sigurno bojo. Jo, pa nimaš niti odmora za lulanje, pa za, ne vem, čik pauzo, Eva, to 3 ure ne bo nihče zdržal, ne. Rezultat je bil tak, da prvo in drugo leto smo naredili dogodek totalno brez ene same pauze in ljudje so bili noro navdušeni in edina kritika, ki je bila to, da bi si pa želeli tu vseeno pač med odmorom na stranišče. In sem rekla, ok, to res lahko izboljšam, tako da zdaj imamo letos odmor, lansko leto je bil odmor in vse ostalo je še zmeraj čudovito. In sem v bistvu sama nad sabo presenečena, kako vsako leto uspe en tak dogodek res zaživeti v eni taki čarovniji. In kljub temu, da je 3 ure predavanj, res kvalitetnih predavanj za vas, pa za vaše partnerstvo, ne boste zmatrani, ker je vmes toliko enih stvari, ki razblinijo to monotonost in vam povem, da do zdaj še noben ni bil utrujen od 3 ur predavanj, ampak so bili vsi navdušeni, uživali so, povezali so se s svojimi partnerji, skratka, res bo lušten. Vabljeni in se veselim vsakega, ki ga bomo tam srečali, spoznali, videli, s katerim bom lahko poklepetala, tako da pridite po predavanju tudi do mene, me pocukite, vprašajte kaj, skratka, veselim se. Res, se vidimo naslednji petek, lep vikend želim, živjo!